merjenje. Merjenje je postopek, s katerim ugotovimo velikost, dolžino, težo, čas, temperaturo ali količino nečesa. Pri merjenju vedno primerjamo z merilno enoto, meter, kilogram, sekunda, liter. Z ravnilom izmerimo dolžino svinčnika, s tehtco izmerimo težo jabolka, z uro izmerimo čas, s termometrom izmerimo temperaturo. Razlika med geometrijskimi liki in geometrijskimi telesi. Geometrijski liki so ploski, ravni. Imajo dolžino in širino, nimajo pa debeline. Primeri: kvadrat, pravokotnik, krog, trikotnik. Geometrijska telesa so prostorski, imajo dolžino, širino in višino, torej zavzemajo prostor. Primeri: kocka, krogla, val, piramida, kvader. Enostavno povedano, liki so, kar narišemo na list. Telesa pa lahko primemo v roke, ker so 3D, prostorska. Geometrijski liki ploski: trikotnik, kvadrat, pravokotnik, krog, polkrogram, paralelogram. Ličnica: mnogokotniki, petkotnik, šestkotnik. Geometrijska telesa prostorska: kocka, kvader, krogla, val, stožec. Piramida s trikotno ali kvadratno osnovo. Prizma: trikotna, peterokotna, šestkotna. Kaj je kotiranje? Kotiranje pomeni, da na tehnični risbi označimo mere predmeta. Naprimer, dolžino, širino, višino, premer. S črtami, puščicami in številkami pokažemo, kako velik je predmet. Kotiranje je pomembno zato, da lahko nekdo drug po risbi predmet pravilno izdela. Primer: če narišemo kvadrat, moramo zraven napisati, da ima stranico 5 cm 50 mm, da vemo, kako velik naj bo v resnici. Kako kotiramo kvadrat? Narišemo kvadrat, na tehničnem listu. Ob kvadratu narišemo kotirne črte, tanke črte, ki segajo malo ven iz oblike. Med kotirni črti narišemo kotirno črto s puščicama na koncih. Nad kotirno črto napišemo mero 5 cm 50 mm. Pri kvadratu lahko napišemo mero samo eno stranico, saj vemo, da so vse stranice enake. Primer: kvadrat stranico 5 cm kotiramo tako, da ob eni stranici napišemo 5 cm 50 mm, kar pomeni, da imajo vse stranice enako dolžino. Pravokotna projekcija. To je način risanja predmeta tako, da ga narišemo z različnih strani. Vedno pravokotno na 90 grav na predmet. Tako vidimo, kako predmet izgleda od spredaj, od zgoraj in strani. Vrste risov. Naris. To je pogled od spredaj. Pokaže višino in širino predmeta. Tloris. To je pogled od zgoraj, kot da bi gledali predmet iz ptičje perspektive. Pokaže širino in globino. Stranski ris. To je pogled strani. Pokaže višino in globino predmeta. Enostavno, naris spredaj. Tloris od zgoraj. Stranski ris od strani. Kako rišemo pravokotno projekcijo kocke? Najprej razumemo pogled. Naris, pogled spredaj, vidimo kvadrat. Tloris, pogled od zgoraj, vidimo spet kvadrat. Stranski ris, pogled strani, tudi kvadrat. Ker so vse stranice kocke enake, bomo povsod narisali kvadrat. Razlika je samo v položaju risov na papirju. Dvig, postavitev na papir, tehnična pravila. Na sredino narišemo naris, pogled spredaj. Pod narisom narišemo tloris, pogled od zgoraj. Na desno stran narisa narišemo stranski ris, pogled z desne strani. Tako dobimo 3 kvadrate, ki skupaj prikazujejo kocko iz vseh 3 zornih kotov. Trič. Risanje korak za korakom. Z ravnilom narišemo naris, kvadrat spredaj. Pod njim, poravnano po sredini, narišemo tloris, prav tako kvadrat. Desno od narisa, poravnano po spodnji liniji, narišemo še stranski ris, spet kvadrat. Po potrebi dodamo kotirne črte, če želimo prikazati mere. Čitije. Zakaj tako rišemo? Pravokotna projekcija nam omogoča, da predmet vidimo natančno in brez popačenja. Čeprav kocka zgleda preprosto, pri bolj zapletenih predmetih ti 3 pogledi pokažejo vse pomembne mere.